Vsi skupaj lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom skušala na kratko predstaviti en koncept oziroma temo odpuščajoče ceste, katera je tudi moja tematika magistrskega dela, ki se že aktivno ukvarjam skoraj 2 leti s to temo. Moram poudariti, da je to osnova za trajnostno prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture, kar je v današnjem trenutno zelo aktualna tema. Avtorji prispevka smo, kot vidite navedeno, dr. Marko Renčel, potem profesor dr. Tomaž Talaci in moja malenkost. Da začnem samo kot tematiko, da boste razumeli, kaj se sploh pri tem konceptu gre. In v bistvu načrtovanje prometno varne cestne infrastrukture izhaja iz trajnostne varnosti. To je v bistvu trajnostna prometna varnost. V ospredje postavlja človeka. To pomeni, da je potrebno človeku prilagoditi cestno infrastrukturo in obcestje na takšen način, da ustreza človeškim, psihološkim in fizičnim omejitvam in ranljivosti človeškega telesa. Zato tudi odpuščanje, da človeka ne ranimo, da se človek ne poškoduje oziroma da se ne ubije na cesti. Sestavni del osnovnih trajnostnih načel trajnostne varnosti je ravno v odpuščanju napak voznikov, ki je osnova koncepta odpuščajočih cest in je v državah Evropske unije znan to kot eden od konceptov varnih cest. Ker je v današnjem času recesije prometna varnost vedno bolj pomembna, še posebej zaradi hudih posledic prometnih nesreč, to je s smrtjo ali z telesno poškodbo, so s tem tudi izredno visoki družbeni stroški, kar pa seveda kot Slovenija teži k temu, da jih zmanjša. Zato si mora tudi prizadevati, da izboljša prometno varnost in slediti enemu od najpomembnejših družbenih zahtev in prioritet, to je cilju vizije nič, ko so pred mano že kolegi povedali. Torej, zavedati se moramo, da bo potrebne neke korenite spremembe, da se bo dosegel ambiciozno naravnan strateški cilj vizije nič, to je do leta 2050 nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Slovenija trenutno že kar aktivno dela na teh ukrepih oziroma to so nizkocenovni kratkoročni ukrepi, da bo izboljšala ravno prometno varnostne razmere na celotnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji in da bo prenesla te ukrepe tudi ne samo na avtoceste, ker vam bom v nadaljevanju pokazala tudi določene slike, ki so že na avtocesti, nimamo pa še na državnem cestnem omrežju, to je na cestnem omrežju, ki je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. In ravno tam se pa zgodi največ teh prometnih nesreč zaradi visokih hitrosti, sploh izven naselij, tudi do smrti pa hudo telesne poškodbe. Kaj sploh je trajnostna varnost? Zdaj tukaj ne bi dolgovezla. Gre za prometno varno načrtovanje cestne infrastrukture, cilj je preprečiti prometne nesreče in zmanjšati posledice prometnih nesreč. Bistvo vsega tega je pa človeški dejavnik. Zdaj pri vseh teh ukrepih v nadaljevanju je pomembno to, da se razume človeški dejavnik, kot pomeni, da v bistvu se lokacija prometne nesreče proučuje iz vidika voznika oziroma, da se preuči cesta, ko se vsedemo v vozilo, postopoma do samega mesta lokacije prometnih nesreč. Zdaj, kako vam naj to razložim na kratko? Vemo, da ima vsak človek svoje razmišljanje in je dojemljiv do različno. So mladi, so starejši, sposobni hitreje voziti, počasneje in ljudje smo si različni in tudi različno dojemamo cesto, sploh pa, recimo, če imamo prometno signalizacijo, nekoga to lahko zmoti in je nepozoren na trenutek na cesti, ki bi moral zavirati. In to je v bistvu kot ena zamujena reakcija, ki se imenuje operativna napaka. Ta operativna napaka se med vožnjo jih vozniki proizvajajo v bistvu podzavestno. Je nenamerna in ker narobe razume interpretacijo, ne vem, ceste, značilnosti, kar se tam dogaja, ko se pelje.
In te operativne napake so v večini primerov popravljive, v nasprotnem primeru, če pa niso popravljive, pa pride do voznih napak. In vozne napake so pa ravno to, ko sem omenila, neka netipična značilnost na cesti, ki voznika zmoti in tako napačno reagira in v tem primeru potem lahko pripelje do prometne nesreče. Tukajle v teh kvadratkih roza vidimo, da povem, čem je pomen, da v 5000 primerih, ki voznik naredi operativno napako, pride samo do 500 primerov do vozne napake. In v teh 500 primerov, če voznik ni sposoben popraviti vozne napake, pride do prometne nesreče in to je v 20 primerih. Kot koncept odpuščujočih cest, to sem že prej tudi malo bolj, v glavnem cilj je zmanjšati število prometnih nesreč in hudih posledic prometnih nesreč. Se bom pa bolj osredotočila na definicijo odpuščujoče ceste. Kjer gre za inženirski pristop, ki zajema takšen način načrtovanja cestne infrastrukture in obcestja ter uporabo takšnih ukrepov in naprav, da se v največji možni meri zagotovi, da ne prihaja do prometnih nesreč oziroma da ne prihaja do nesreč, da so posledice teh prometnih nesreč manjše. To je tako strokovno pa učeno povedano, da verjetno marsikomu ni sploh jasno, kaj želim povedati. Ampak v naslednjem pripikci, če pogledate, je v bistvu to en poudarek na odpuščujočem obcestju oziroma na obcestju, ki, če pride voznik iz ceste, da se ne poškoduje oziroma ne ubije, če povzroči prometno nesrečo. In kaj sploh je obcestje? Zdaj tujina ima razdelano tole obcestje, da je obcestje od roba vozišča oziroma črte na vozišču. Tudi na sliki lahko vidimo, da že bankina spada v območje obcestja oziroma v območje varnostnega območja. Varnostno območje po tem konceptu mora biti neovirano, brez fiksnih ovir in nevarnih bližin. Zakaj? Zato, ker vozila, ki zapelje z vozišča, se mora omogočiti, da lahko ponovno pridobijo nadzor nad vozilom, ne da se recimo zaletijo v ograjo, ki je postavljena na bankino, in da potem lahko tudi nazaj zmanevrira in se vrne na cesto, ali pa v tem primeru, če pa ni sposoben, pa pride do prometne nesreče. Varnostno območje se deli na območje okrevanja in območje omejenega tveganja, to je območje varovalno območje, če v drugem smislu povedano. Tu vidite en obcestni prostor, kjer so fiksne ovire, kot so drevesa, odmaknjena od roba vozišča. V tem varnostnem območju kot konceptu pa imate jasno prikazano, na kak način je to države v tujini razdelano. Kot celota varnostnega območja pa je območje okrevanja in območje omejenega tveganja. Upravljanje obcestnih ovir. V sklopu odpuščujočih cest je ključnega pomena ustrezno upravljanje, da se doseže zmanjšanje tveganja in nastanek prometnih nesreč in posledično se preprečijo prometne nesreče in ublažitev posledic le-teh. Načrtovanje odpuščujočega obcestja temelji na izvajanju 3 kategorij tehničnih ukrepov oziroma odpuščujočih ukrepov, še krajše for ukrepov. To je odstranitev ali premestitev fiksnih ovir, preoblikovanje elementov fiksnih ovir in zavarovanje fiksnih ovir. Četrta dodana navedena spada med CER ukrepe, zato jo tudi ne bom omenjala. Kot sistemsko upravljanje obcestnih ovir je pa ključ v strategiji tehničnega načrtovanja, ki temelji na zaporedju izvedbe 3 korakov. To so te v modrih kvadratkih, identifikacija nevarnih fiksnih ovir, potem vrednotenje možnih kratkoročnih ukrepov, tukaj pride paket odstranitve in premestitve fiksnih ovir, preoblikovanje in zavarovanje. In kot tretje ukrepanje, seveda, izvedba na terenu. Pri identifikaciji kot klasifikaciji se te fiksne ovire obcestne klasificirajo v 3 skupine kot točkovne fiksne ovire, to so drevesa ali drevoredi, potem so drogovi, javne razsvetljave,
drogovi prometne signalizacije in cestne razsvetljave in vse vrste podpor premostitvenih objektov in varnostne ograje pa prepusti in zaključki varnostnih ograj. Potem so vzdolžne fiksne ovire, to so brežina in pobočja, potem cestni jarki, struge rek, potokov, varnostne ograje in robniki in različne varnostne ograje, ki jih se nahajajo ob cesti. Kot dinamične obcestne ovire so pa v bistvu pešci, kolesarji in kmetijska mehanizacija. Tukaj je pa pomen ravno v tem, da ti niso nevarni voznikom, ampak kontra, da je voznik, sem zdaj malo narobe povedala, oziroma da v bistvu voznik njih ogroža. Pri kratkoročnih ukrepih, ko sem že prej naštela te 3 odstranitev in premestitev, je v bistvu pri odstranitvi, da se najprej določi širina varnostnega območja. Kaj to je za ena širina ob cesti, kje moramo mi v bistvu imeti prostor brez kakršnekoli ovire. In to ima zdaj države razdelano, da imajo pač upoštevajo te elemente, ki jih vidite, cesta, hitrost, obcestne brežine, širina voznega pasu in ostale. Tukaj je ena primerjava kot kljukice, katera država upošteva tele prej navedene kriterije, pa katere ne. V glavnem vidi se, da se vse ne upoštevajo. Naslednji je potem drugi ukrep preoblikovanja elementov. Tukaj pa pride nabor celi vrsta ukrepov, ki bom malo preletela na hitro, da boste sploh vedeli za občutek, kaj to pomeni. Kot so to ljumljivi drogovi, to že verjetno vsi poznate, ker se že tudi dosti omenja. Tukaj so prikazane različne izvedbe, na kak način narediti drog lomljiv. Potem so nasipne in kopne brežine. Pomembno je pri nasipnih brežinah, da se zaokroži rob vrha in dna z radijem 9 metrov. Pri nasipnih pa, da se zaokroži rob dna z radijem 6 metrov. Zakaj? Da v bistvu vozilo ostane v stiku z podlago in da ne pride do prevrnitve vozila na nasipni brežini, v kopni pa da v bistvu ne trči v brežino. Potem naslednji so cestni jarki. Tukaj se smatra, da so cestni jarki nevarni, če voznik jarek ne more prevoziti. In to pomeni, države imajo recimo izdelane takšne diagrame, tole modro področje prikazano je v bistvu najbolj idealno področje, za kak nagib mora biti jarka, da je v bistvu še lahko varen oziroma prevozen. Tukaj je pol naslednji kot jarek trapezne oblike in pol preoblikovanje raznega recimo jarkov dna, da je v bistvu položen jarek ali pa da jarek prekrije se. To je pa v bistvu idealno. Naslednji so pol betonske strukture, kamor spadajo prepusti, parapeti in robniki. Pomembno je, da so prepusti recimo na prvi sliki vidno, če ne bi bilo teh betonskih kot nekih rampic in se bi voznik zaletel oziroma zdrsnil s ceste in zaletel v jarek, bi se verjetno ubil zaradi betona. Ker v bistvu prepusti imajo najmanjšo sposobnost absorpcije kinetične energije in tako se pol udarec prenese na voznika. Potem, da se recimo prepusti poševna zaobljajo glede na nagib brežine, potem kot parapet, da je v bistvu poševno zaoblje navzven, odmaknjen od vozišča in kot robniki so pa v bistvu najbolj varni poševni robniki, sploh na cestah z visokimi hitrostmi, ker visoki robniki lahko povzročijo, da vozilo odbije in če je naključna nesrečna situacija, da nasproti prepelje vozilo in tako pride do nesreče. Potem še pa preoblikovanje bankin, to so tudi različne izvedbe. Poznamo ropotne črte, ki se že kar na avtocesti
izvajajo in tudi različne izvedbe teh ropotnih črt, kot rezkane na spodnji sliki, levo in dvignjene z plastiko. Oporni zidovi, tukaj bi se v bistvu omejila na zaključke opornih zidov, ki vidite na sliki, na kakšen način jih je treba zaključiti na 40 metrov navzven od roba vozišča, na 2 metra ali pa v drugem primeru krajše zaključiti 1 meter na višino in 2 metra od roba vozišča. Potem so zaključki in prehodi varnostnih ograj, to so lomljivi zaključki, naletne zaključnice, prehodi. Pomembno, da vozilo ob 2 različnih vrstah varnostne ograje drsi, da se v bistvu ne zatakne. To mora biti prehod tog ali pa prekrit z posebnim fleksibilnim delom. In kot tretje so še pa varnostne ograje. Tukaj se priporočajo odmik varnostne ograje od roba vozišča, in sicer tukaj vidimo glede na projektno hitrost so priporočeni odmiki pri 50 meter 10, pri 80 2 metra. V bistvu, če se pa pogledamo na naše ceste, mi pa ravno postavljamo varnostne ograje na bankino. To je po tem konceptu v območje okrevanja, kar pa ni sprejemljivo, ne. Tukaj še imamo potem en primer, graf, na kak način tudi države Evropske unije postavljajo varnostne ograje na nasipno brežino. V modrem območje je prikazano, da to območje sploh ni primerno, da se postavi varnostna ograja. Recimo, če pogledamo pri višini nasipa 5 metrov in nagibu 1:3, 5 metrov pa ni malo, ne, če gremo iz ceste, kot en zaključek. Potem še obstaja eno priporočilo, tudi na podlagi diagrama, robniki v kombinaciji z varnostnimi ograjami. Tukaj bi mogoče poudarila, ko imam eno zanimivost tudi zabeleženo, da recimo, če imamo hitrost po diagramu 70 do 85 km/h, se priporoča izvedba poševnega robnika za minimalne višine 10 cm in postavitev varnostne ograje 4 metre od roba vozišča. In blažilniki trkov kot zadnje, to pa že tudi vidimo na avtocesti kot ukrepe, so preusmeritveni, nepreusmeritveni, oziroma da se vozilo preusmeri od fiksne ovire in tako ga v bistvu preusmeriš nazaj na cesto, da se ne zaleti in čelno, ne. Evo, to so te izvedbe. Kot zaključek, lahko se že tudi sami preberete, je v bistvu, če hočemo v Sloveniji izboljšati prometno varnost, je res ključ v odpuščujočih cestah. Zdaj tele slikice, ko ste videli, so to ena kratka priporočila, v bistvu dobre prakse iz tujine in novosti. Zato bi bilo v bistvu potrebno v Sloveniji tele priporočila dodelati in jih spraviti na en papir oziroma v ene smernice, kar pa tudi moram povedati, da trenutno Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru aktivno dela na tem in da v bodoče bo jim verjetno uspelo. Hvala lepa.